Tjaša, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste si vzeli čas, da poklepetate z nami. Poznamo vas kot odlično gledališko-filmsko igralko, ni pa skrivnost, da skrivate številne druge talente. Bili ste tudi zelo uspešna športnica. Povejte, kaj bo trvalo temu, da ste se odločili za igralski poklic? V bistvu sem hotela biti igralka od malega, tako da to je bil skozi, kljub tem športni želji, športni, rečemo temu, neki karieri. V gimnazijskih časih sem vedno hotela biti igralka, tako da potem, ko sem dobila prvo priložnost, še preden sem prišla na akademijo, da zaigramo v mladinskem gledališču v predstavi Psiha, nisem oklevala. Pa če vas malo izzovem, gledališče ali film? Zdaj bi rekla gledališče, zaradi tega, ker mi film mogoče ni več tako naklonjen, kot se je zdel v začetku moje kariere. Gledališče, predvsem zdaj, ko sem v mestnem gledališču ljubljanskem, pa zelo lepo skrbi zame, naša direktorica, z dobrimi vlogami, filmskih pa pravzaprav nimam. No, zadnji film mislim, da sem snemala nekih 10 let nazaj, tako da bi rekla gledališče. Drugače pa imam zelo rada film in od začetka sem si želela več filma. No. Kateri so pa tisti žanri, v katerih se počutite najbolj domače? Pa v bistvu vsi žanri. Res je, da je komedije žal pri nas kar malo, ne tako veliko, kot bi si je želela, ampak vsi so poseben izziv. Od tragedije, drame. Mislim, da mi najbolj drugače ležijo ali kakšne zelo realistične vloge, pa komične, no. Tako bi rekla. Koliko samega sebe pa lahko vdahnete v neko vlogo? Ja, v bistvu veliko, ne, ampak kar mogoče nek človek, ki me ne pozna, niti ne vidi vseh mojih barv in tega je veliko, no, tako da so ljudje dostikrat, ki kakšno vlogo naredim, presenečeni, tega pa v tebe ne bi pričakoval, wow. Meni se zdi pa, da je to vse v meni, no, tako da meni se zdi, da je veliko mene, ampak tako kot me pa ljudje poznajo, pa najbrž bi rekli, kje to najdeš v sebi, no. Katera je pa potem tista vloga, ki vas najbolj pooseblja? Težko rečem. Ne vem, jaz si bolj želim take, ki me ne poosebljajo, ampak take, ki so zelo, zelo različne od mene, ne. Tako da lahko vse te nenavadnosti, ki jih v bistvu imam v sebi ali pa ki jih nekako z vlogo odkrijem, dam na plano. Če pa vprašam malo drugače, kdo pa je Tjaša, ko kamere ugasnejo? Kaj pa vem, ne vem. Ne vem, popolnoma. Polna entuziazma, vesela. Ne. Popolnoma običajen človek, no, moram reči. No, ker sem utar, moram reči, precej sem vase zaprta, takole osebno. Čeprav v družbi se znam tudi razživeti, no, imam pa majhen krog prijateljev, ampak te so mi tako pri srcu. Ker v vlogi Marjetke Kolmanič se odlično znajdete, v odlični igralski zasedbi. Bi lahko rekli, da je ta vloga pisana vam na kožo? Pa v bistvu ja, se mi zdi, da mi je, no, ker premoram neko tako strogost, hkrati pa Marjeta tudi nekako nežna pa srčna. Zna biti pa tudi kruta, kadar pride v kuhno, ne, da je neka protiutež Ljubomirju Bohincu. Hkrati imam pa tako dobre svoje igralce, da že v igri nekako, če se sam na Jureta človek odziva, je že marsikaj, no, se zgodi, no, tako. Kako blizu pa vam je karakter šefa Jure Jezrneca? Daleč. Mislim, Jure ga naredi perfektno, je izjemno duhovit in tudi na snemanjih se smejemo, tako da, ampak za moj okus je pa preveč agresiven in preveč šovinističen, če mene kdo kaj vpraša. Ampak mislim, da je pa zato tukaj Marjeta Kolmanič, da pokaže tudi njegovo nežno plat in takrat se pokaže pa tudi ta občutljivost njegova in se mi zdi, da ta dinamika med nama, da je nekaj fajnega, no, tako. Duhovita serija je polna komičnih vložkov. Včasih se sprašujemo, kako vam uspe to posneti, verjetno neki napadi smeha niso redki. Ne, sploh ne, sploh kadar je Jure zraven in kadar je v elementu in začne še kaj improvizirati, pa še ostala ekipa, včasih je zelo težko. Mislim, da smo nekatere stvari, da se prav včasih tako malo vidi, da še malo pa bi prasnalo smeh, no, tako da včasih je zelo težko. Sodelujete z odlično igralsko zasedbo. Zdi se, da je med vami neka posebna energija. Ste med seboj prijatelji?
Pa bi lahko tudi rekla, veliko je v bistvu igralcev, ki so iz mestnega gledališča, to so moji zelo dobri prijatelji z Viktorijo Bencik, sva celo cimere v garderobi, tako da se odlično razumeva. Jureta poznam že, ne vem, še preden je bil on na akademiji, ne? Tako da na nek način smo, ja, bi rekla, da ja. Snima se nova sezona? Seveda. Kaj lahko pričakujemo v novi sezoni? Marsikaj. Mislim, da še več zanimivih zapletov, novih likov, čisto enih novih dogodkov, tako da, ampak jaz mislim, da manj kje napisan, da ne smem preveč razkriti. Če stopamo ven iz serije Ja, šef, kakšni so še obeti za prihodnost, kaj načrtujete? Zdaj najprej se spočiti po tej zelo naporni sezoni, ker sem imela res veliko vlog in veliko predstav. Potem pa septembra v novo sezono najprej, seveda, pač tudi Ja, šef se nadaljuje in tudi mestno gledališče ima zelo ambiciozno sezono zastavljeno, tako da mislim, da mi dela ne bo manjkalo. Odlično, Tjaša, za konec zgolj še to. Kaj pa je tisto, s čim si vi začinite prosti čas? Najraje se družim s hčerko, kakšen šport, kakšna narava, hribi, zdaj gremo na morje, tako, nič posebenega. Pa dobra knjiga recimo, pa itak sem filmofil, tako da filmi in nadaljevanke. Ja. Tjaša, hvala lepa, želim še veliko odličnih zgodb, veliko kreativnosti pa takih vlog, ki nas vedno nasmejejo. Hvala enako, hvala.